Podava, Graz, Avstrija, lučke, konc decembra, sonček, 10 stopinj, nisnega, super, dobro si izbrala, bravo Zala. Zihar si slišala tisto pesem, pa si pol rekla, grejo v Graz. Shopping in Graz. Gremo raziskati to mesto, sploh ne vem, kaj naj čaka, wow. Prva stvar, ki sva si jo ogledala in sva jo našla čisto po naključju, je bil tale predor, ki skriva več kot 6 km poti, poteka pa tik pod gričem v središču mesta. Tej predori so bili zgrajeni med Prvo svetovno vojno, da bi služili kot zaklonišče pred zračnimi napadi za več kot 40.000 ljudi. Dandanes predori služijo predvsem turističnim namenom, razvila se je tudi neka underground scena, kjer potekajo različni dogodki. Flashback. V bistvu sta dva flora, lej. Kjer smo pa danes? Včeraj bi mogla iti, včeraj je bilo 22. Wow. Tle boš šla pa dol? Po toboganu. Ja, itak da boš šla. Čez življenje greš lahko po bližnicah ali pa po pravi poti, ne. Zdaj se pa samo odloči. Vidiš, kole je takale potka, ne ful dolga, da se pospneš na Spetino in na tale Turen, kjer imaš pa lep razgled na celo mesto. Po kratkem vzponu sva prišla na Schlossberg. Gre za hribček v središču mesta in je najbolj priljubljena lokacija v mestu. Na griču je včasih stal mogočen grad, katerega so porušile napoleonske sile. Zvonik in stolp so rešili prebivalci Graca tako, da so plačali za njuno ohranitev. Kasneje so ostanke gradu spremenili v javni park, stolp za uro na vrhu Schlossberga pa je postal najbolj znana znamenitost mesta, katero si moraš ogledati, če obiščeš Graz. V stolpu se nahajajo 3 zvonovi, vsak izmed njih je imel in še vedno ima svojo funkcijo. Posebnost tega stolpa z uro pa je tudi ta, da večji kazalec označuje ure, manjši pa minute. Se pravi ravno obratno od običajnega pojmovanja. Prišla sva na Schlossberg, to je v bistvu taka vzpetinca tukaj nad Grazem, s katere lahko vidiš celotno mesto. Našla sva, da imajo tole adventno mestece. Videla sva tudi sloviti Turen z uro, pa so še videli tle stolnico, sem rekel. En kup lepih spotov je z razgledom na mesto. En kup kotičkov, kjer si lahko prvoščeš kuhančka za 5 evrov. In to je to. Zdaj greva še en krog. Zala se je tudi pozanimala, katera reka teče čez Graz. Čri. Reka Mura. Mura. Ja, si vedela, ja. Jonga, kuhanček. Zala, kako to, da imamo te čajne kozarce? Pa pri nam dobiš neki togov, pa vržeš v smetitleti, pa dajo v bistvu šalčko, za katero plačaš in če jo vrneš, dobiš to kaucijo nazaj, se pravi. Kuhanček je bil 5 evrov, 7 evrov je bilo pa kaucija, tako da moramo vrniti te šalčke nazaj, ne smeva pozabiti. Dobar dan. Kam pa greva zdaj? Na tobogan. Na tobogančka. Hello there, we are at the slide in Graz. It's 170 meters long, it takes about 40 seconds and it's the longest indoor slide in Europe. Bye bye! Ole, 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 ole! Wow! Jej! Kako ti je bilo? Super, hiter. Vrednik 6 evrov? Ja. Evo, tukaj so pa šla midva ven. Gor so šla, v bistvu na drugi strani so pa tle tudi take lepe štengice narejene za gor. Lahko pa plačaš tudi lift, pa greš z liftom gor, ne, ampak toliko malo hodiš, da se v bistvu po moje ne splača. Dajte ta gnar za slide dol, pa imaš ta experience, ki se greš po toboganu. Mene je bilo ful zabavno. Pa ja, kot je gospodično rekla, tam okoli 40 sekund se spuščaš dol. Zala je imela 35 sekund, sem imel 38. 170 metrov je dolg, če se ne motim, je rekla. Gre pa za najdaljši indoor tobogan, se pravi notranji tobogan v Evropi, tako da je bilo za doživeti, kaj? Normalno. Fancy. Shopping in Graz. Žena mulci pater mac. Slovenija am Hauptplatz. Nosim veče kot magarac. Sam da so cunje. Poglej. Tole zihar, drago. Ej, a mi kupaš ene za božička, ful sem si zmer želel biti muzikant. A daj no, Zala, jaz sem včasih pel v ansamblu, jaz rabam... Ne, sem so dobre sem, vsaka čast, stvari.
Bravo! Paradižnikov maka zala. Njom, 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 njom. Klobasica. Kje je klobasica? Res, klobasica. Santa Claus, what is this? No? 24 evrov. 24 litrov. Božiček je nosil. Zjutraj sva čez okno še gledala, da se ležala, ne? Ne, jaz sem pa plačal. In to ob 9:00. Ti si pa že 10 čas na delo, ne? Od 9 do 1 popoldan je bilo danes, jaz sem pa lahko zakupil samo od 9 do 12. In bi mogel vmes skočiti in še 1 uro podaljšati, ampak sva bila tako daleč, da sem rekel, ne bom zdaj. Če mi hoče, da ti ne pa dajo, ne? In pač so mi dali, evo, božičenca, SP-jevce. Prav, čakala me. Jaz sem do 12:03, ona mi je dala 12:04. Evo, mačkam so si šla odpočiti od celega dneva, ker so bilo okoli tale urco v hotelu je prav pasala. Zdaj pa čas, da greva na lučke. Moram reči, da je bil Graz res lepo okrašen. Veliko dajeno osvetlitev stavb, najdu si lahko ogromno takih mini zabaviščnih parkov oziroma ringelšpilov. Zanimivo je bilo videti okrašen tramvaj. Največ pa se je dogajalo na Hauptplatzu, na glavnem trgu, kjer se je nahajala tudi tale skoraj 30 metrov visoka smreka, katero ročno okrasijo z več kot 25.000 lučkami. Bogata pa je bila tudi ponudba na stojnicah, pri hrani pa so prevladovale hrenovke in klobasice na 1001 način. Tale, pri telih fantih so si pa vzeli en hot dog, eno pivo, tole je njihovo, Puntigamer. Sva pa ugotovila kva, da imajo kar radi klobasice, ne? Tole največ tantov je za hot dog, pa tele njihove klobase, to v Sloveniji sploh ne videti. Sva pa na ulici opazila res veliko število policijskih vozil, tako čez dan kot tudi zvečer. Dobil sem občutek, da je red res na visokem nivoju, ne spomnim se, da bi sploh slišal kakšno petardo. Presenetilo pa me tudi to, da so se ulice med 9 in 10 zvečer praktično spraznile. Ljudje so hodili domov, nobenega ni bilo več nikjer. Zdi se mi, da Ljubljana ob tej uri šele zaživi, če lahko malo pretiravamo, ne? Ampak nama je čist pasal, sva se vsaj v miru naspala. Mi dva delava glih check-out, ampak preden pa greva z hotela, sem rekel pa, da vam pokažem hotelsko sobo, ki je zelo simpatična in zanimiva. Imela sva, pa lej, konc koncev zanimiv razgled, lejte, tam se tisle vrti, ne vem kva je to, Ringelšpil. Mislim, da je tale frančiškanska cerkev, pa tukaj le Mura in VIP parking. To sem v ful srečo, da sem lahko parkiral. Drugač imajo parkirno hišo za 27 evrov na dan, ampak sem mi dva skužila, da obstajajo tudi druge opcije, ki pa se niso najbolj obnesle, ampak dobro. Bili smo blizu. Tole je ful en zanimiv cukrček, lej, daljnogled imaš v sobi. I belong here, please don't take me home. Tako lepo čez okno gledaš, a se je kdo utopil, kdo je na Ringelšpilu, a je sosedova Micka že kupila krh ali ne. Ti pejdi kar nazaj, prijatelj. Takole zgleda postelja, pol pa tale del. To mi je najbolj všeč. Lej, tukaj prideš noter in nimaš stene in da bi rekel, evo, to je kopalnica, ampak ker takoj imaš lijako, gledalo in ta kopalniški del za roke umijati. Tukaj je pa tuš, ful velik, prostoren, čak, ti bom pokazal, ogroman, no. Če bom zdaj dal, kukor se da deleč, roke bom stegnul in zdaj sem zavrtul in čofa, evo, vidiš, meni je ful dober imeti velik tuš. Rad bi ga imel tudi doma. Takole, zanimiv je umivalnik, špegu in pol, ko se obrneš, hopa, še en špegu. Evo, tukaj imamo pa še WC in to je to. To je bila pa najna sobica, evo. Ja, je pa Graz eden izmed unih mest, ki med prvimi po moje zaključi s temule stojnicami, božičnimi, z lučkami. Smo 24 in pospravljajo. Tele, ko smo šli včeraj še v bistvu mimo pa hotela kupiti palačinke, pa še to sva bila prepozna, ker zapirajo pa ob 9:10. Ne vem, krat gremo šele ven ob 9:10, lepo. Gotovo spat. Vsi pijani domov. Poglej, kaj. Kako Zala reagira, ko vidi pse? Preden sva se odpeljala proti Sloveniji, sva šla na krajši sprehod. Hotel sva imela v bližini tele zanimive stavbe, tole je Kunsthaus ali muzej umetnosti, katerega si tokrat žal nisva ogledala. Sva si pa ogledala Murinsel, to je umetni plavajoči otok sredi reke Mure, ki povezuje oba bregova, ampak je bil na žalost tokrat zaprt.
Postavili so ga leta 2003 ob priložnosti, ko je Gradec postal Evropska prestolnica kulture. Za lažjo pot domov sva si privoščila še vsak svojo fanto. Tale moj eksotik je bil vrhunski in škoda, ker tega okusa še nisem zasledil na slovenskih policah. Kaj, malo je maza, ne? Ja, to je to za ta denar, gremo domov.